Dobrodošli na prvem slovenskem YouTube kanalu, ki govori o jecljanju. Sem Marko Knez in želim, da čim več ljudi spozna naše tegobe, kar se tiče govora in vsega, kar je ostalega povezano s tem. Se vam zdi čudno, da ne jecljam? Začnimo. Torej, kot sem že v uvodu povedal, sem Marko Knez. Star sem 38 let in sem oseba, ki jeclja. Da, prav ste slišali. Sem oseba, ki jeclja. Seveda sedajle, ko sedim pred vami in tudi na splošno v normalnem življenju, nimam težav z govorom. Saj sem se že tako izboljšal, da lahko kontroliram svoj govor. Kako sem to dosegal? O tem bom govoril v enem izmed prihodnjih video objav. Začel sem jecljati nekje v 6. razredu osnovne šole. Seveda v tem obdobju sem imel polno težav, sploh pri učnih urah, kajti vedel sem veliko vprašanj, a se nanje nisem odzval. Zakaj? Ker sem bil preveč boječ oziroma bilo me je preveč strah, kaj bi rekli drugi. Seveda, samopodoba je bila na dnu. Tudi učitelji v tistem obdobju niso imeli toliko znanja o tej problematiki, kot ga imajo sedaj. Potem v srednji šoli je bilo majčkeno boljše, toda kjer se mi je sicer govor zelo poslabšal, a očitki drugih so bili zelo majhni, je bila fakulteta. Ko sem šel na fakulteto, je bilo tega zbadanja veliko manj oziroma praktično nič. Temu gre pripisati dejstvo, da smo bili že le toliko odrasli ljudje, da smo videli, da je okoli nas veliko različnih ljudi. Je pa res, da je bilo to takrat obdobje, ko sem zelo slabo govoril oziroma sem zelo veliko jecljal. Naj vam povem samo to, da sem lahko takrat povedal samo 2 besedi skupaj, brez da bi zajecljal. Nekateri, ki me poznate, ki to gledate, boste seveda lahko temu pritrdili. Potem pa sem našel logopedinjo, tukaj jo moram javno izpostaviti, gospo Vlasto Podbrežnik, ki mi je pomagala do te mere, da lahko govorim takole pred vami. Je tudi res, da sem že od nekdaj imel veliko željo nastopati takole na radiu, na televiziji in tudi sedaj preko YouTube kanala. Nastopanje namreč že tako v osnovi ni lahko. To vam lahko povejo vsi, ki sodelujejo dostikrat v raznih oddajah, intervjujih in podobno. Je tista pozitivna trema. Vendar vse se da premagati, kot lahko vidite sedaj. Zakaj takšno ime kanala? Takšno ime kanala sem si izbral zaradi tega, ker to ni samo kanal od mene, to je tudi od vas, od celotne skupnosti, ki jeclja. Kakšne vrste videoposnetkov bom objavljal? Videoposnetki bojo bili posneti takole doma, bojo bili tudi objavljeni live na Instagramu, najdete me tukaj, in pa tudi v Facebook skupini oziroma na Facebook strani. Najdete me pa tukaj. O čem bo govoril ta kanal? Govoril bo o vseh problematikah, kar se tiče govora oziroma jecljanja nasploh. Odgovarjal bom tudi na najrazličnejša vprašanja, ki se pojavljajo na to temo. Lahko vam povem samo 2 primera. Kaj je jecljanje? Ali je jecljanje nalezljivo? In podobne stvari. Če vam je do sedaj ta video všeč, prosim prispevajte k rasti tega YouTube kanala s tem, da se subscribate in da kliknete notification button, da boste bili vedno obveščeni o tem, kadar bo bil nov video na voljo. Vem, da imate veliko vprašanj, čeprav je bilo že dosti povedanega o jecljanju, toda vem, kako je bilo meni.
Ko sem spoznal prvič nekoga, ki je uspešno kontroliral jecljanje, je bilo to čisto drugače kot nekdo, ki mi je to samo pripovedoval v teoriji. To je tudi moj glavni namen tega kanala. Da vidite, da se da lahko jecljanje odpraviti, oziroma ne morem reči, da se ga da odpraviti, ampak da se ga tako uspešno kontrolirati, da lahko govorite tako kot jaz sedaj. Se vidimo v naslednjem videu.